Kakšne spremembe ste imeli recimo v mislih, čisto konkretno? Ja, generalno je tak festival, če se želi, da bo tak dogodek rasel ustrezno, je po mojem mnenju najbolj, da ta sredstva, ki so pač predvidena za izvedbo tega festivala, da jih dobi pač nek koncesionar. To je bila tudi ideja v bistvu nekih drugih, rečemo, ljudi, ki so pač po festivalu v bistvu gledali, kako si jim je to zdelo in gledali prihodnost. Pa ne mislim, da bi bilo to zdaj naše podjetje generalno. Ker ti smo potem interes ta dogodek razvijati, ga ustrezno stržati, moje bitna neka dodatna sponzorska sredstva uporabiti za boljšo kvaliteto. Zdaj tudi mi recimo, veste, neka dodatna sponzorska sredstva, če bi jih mi dubali, v finančnem smislu. Zdaj na nek način, kam bi se recimo nakazovala? Če bi se to nakazovala zdaj recimo na filmski sklad, bi v bistvu mi potem sami državni inštituciji zniževali pač ta proračun festivala, kar v nekem smislu je dosti, rečemo, neobičajno početje, glede na to, da mi nismo zaposleni na tistih inštitucijah. Saj, če si ti recimo zaposlen na filmskem skladu, pa ti v bistvu dejansko organiziraš v okviru svoje redne službe tak festival, potem je logično, da v bistvu tudi neka sredstva, ki si jih v nekem smislu pridobil z nekimi oglaševanjem ali nekaj takega, govorim v finančno sredstvo, ne v nekih kompenzacijskih zadevah, da pač se ta sredstva v bistvu stekajo na račun, kjer si zaposlen. Ampak če si pa ti zunanji izvajalec, pa v bistvu neka dodatna sredstva v bistvu pridobiš, potem je pa to že nejasno, kam bojo ta sredstva šla, oziroma kaj bo tist imel od tega, da je to pa dobo. Se veste, v tem oglaševalskem poslu je potem zmeraj pač neka ali agencijska provizija in tle tudi bi to moglo biti in to je jasno, teh zadev niso niti približno urejene, ker noben v tem organizaciji festivala slovenskega filma o tem še nikaj dosti razmišljal, mislim, do zdaj, pač v prvih 10-11 festivalih. Jasno, zdaj to so potem kar precejšnje spremembe, glede na to, kako je to v bistvu zdaj postavljeno. Po drugi strani je pa obstaja pač jasno tudi pač nek drug problem, to je pa potem tudi slovenska filmska produkcija. Lani smo imeli zelo veliko filmov, 16 filmov je bilo, mislim, da v tekmovalnem programu, kar pomeni, da je bilo v bistvu dosti zapolnjen program in ni bilo problema v bistvu napolniti 4 dni s programom, od jutra do večera so filmi pač laufali v dvoranah in je to v bistvu neka čisto druga shema, kot je bilo mogoče 3 leta nazaj, ko so bili samo 4 filmi. In potem postavljati nek resen koncept filmskega festivala je možno zgolj ob tem, da si tudi prepričan, da bo število filmov, mislim, tako, da bo v bistvu potem tudi neko medijsko ali pa splošno javnost zintegriralo, tako da bo na ta festival pa šli. Recimo zdaj se v bistvu berlinski festival odvija. To je tipičen festival, pa kjer mu veš, da bojo zmeraj pač toliko pa toliko svetovnih premier bo, in pač na sporedu bo 100 filmov, novih, tam se ne sprašuješ, a se splača pridati, To je dogodek, ki eni hodijo že 10, 15, 20 let, medtem pri slovenskem oziroma nacionalnem festivalu generalno, pri toliko majhnih državah, kot je Slovenija, je pa zmeraj težava, a se bo v bistvu v določenem letu sploh nabrali toliko naslovov, da bo potem to, kar v bistvu ne bi bil nacionalni filmski festival, res temu podoben. Recimo pri slovenskem oglaševalskem festivalu se nikoli ne sprašuješ okoli tega, a bo dovolj del pa javljenih, ker toliko pa toliko oglaševalskih kampanj se v enem letu zavrtelo skozi tole Slovenijo. Pri filmih je druga zgodba. Recimo že letos, jaz sicer jasno nimam toliko natančnih podatkov kot tisti, ki v bistvu se s tem profesionalno oziroma delajo na skladu, bo filmov v tekmovalnem sporedu predvidoma precej manj. Kar pomeni, da bo pač potem festival že nek drugačen, kot je v bistvu bil lani. Tako da v bistvu to je pa neka tudi sekundarna zadeva po organizaciji festivala, da ta je pač tudi odvisen od tega, kakšna je splošna filmska produkcija, na kaj pa v bistvu organizator ne more vplivati. To je pa pač tudi nek dokument.